Živo. Ja. Torej, pozdravljeni, mi smo dobili več prijav, da se dogaja nedovoljeno zbiranje tukaj v centru Ljubljane, ki ogroža zdravstveno situacijo v Sloveniji, in smo se odločili, da bomo to preverili in da je treba ukrepati, ker drugače ne gre, ker v janšizmu, hočem reči demokratični državi, pač je treba skrbeti za zdravstvo, tako da eno kratko obvestilo. Pozor, pozor! Pozor, Ljubljančani in Ljubljančanke, sumimo, da se nedovoljeno zbirate v centru mesta. Opozarjamo, da je nedovoljeno zbiranje v centru mesta strogo prepovedano, še posebej, če ga izvajajo ljudje, ki nasprotujejo strahovladi Janeza Janše. Začeli bomo z preverjanjem stanja in evalvacijo zdravstvene situacije. Aha, vidim, da imamo že enega potencialnega kršitelja. Dobar dan, gospod. A vas lahko vprašam, a vi podpirate vlado Janeza Janše? Ja, nisem Slovenec. Niste Slovenec, pa podpirate vlado Janeza Janše? Ne razumem. Ne razumete na odgovor. Ja, gledajte, zelo pomembno, ker če podpirate vlado, potem je vse v redu, potem ste lahko tukaj. Če pa ne podpirate vlade Janeza Janše, potem pa ne morete se takole ustavljati s kolesom. Torej, podpirate vlado. V redu, gospod podpira. Evo, tukaj so trije mladci. Živo. Vi ste štirje, ste skupaj, nimate varnostne razdalje. To očitno gre za nek protest tukaj. A vi podpirate vlado Janeza Janše? Ne podpira vlade Janeza Janše. Primite jih takoj ga primite. Podatke vaše, ime, priimek. Ime, priimek, pozabil je ime, priimek. Lej, situacija je zelo jasna. Če podpiraš vlado Janeza Janše, je vse v redu, potem ni problema. A podpiraš vlado Janeza Janše? Prav, evo, podpira vlado, ni problema, kar nadaljujte, fantje, ni sploh problema, vse je v redu. Evo, podpira vlado Janeza Janše, niso kršili ničesar. Aha, tam je tudi snemate, gospod, vi podpirate vlado Janeza Janše, seveda jo podpira, v redu, pa kar tako, izvolite mirno naprej. Ena gospodična tukaj preverjamo. Pozdravljeni. Masko imate nepravilno nameščeno, toliko da veste, ja, zdaj pa še bolj bistveno vprašanje kot to. A podpirate vlado Janeza Janše? Dajte jo zapisati, to je že sumljivo je, dajte ime pa priimek, prosim, gospodična. Denisa Rukavina, dobro. Lahko pričakujete v kratkem obvestilo z NIJZ-ja, da ste se nedovoljeno zbirali, ker niste izrazili svoje podpore vladi Janezu Janši. Hvala lepa. Evo, tukaj še en par. Dobar dan. Hello. English? Do you support the government of Janez Janša? It's a very important health question. It's not a political question. It's a matter of health. You don't want to say your opinion. This is better than write them down. We are also filming, so you will get a notice, because if you don't support the government of Janez Janša, then this is not allowed. Just so that you know, because it's not allowed to be outside and not to support the government of Janez Janša. Gremo naprej. Aha, gospod, vas lahko vprašam, podpirate vlado Janeza Janše? Nobene. Aha, gospod, v prekršku ste, veste, tole, ne morate se takole zadrževati. Žena me čaka. Ja, žena vas čaka. Red bi se pohecal, no, ampak nima cajt. Ja, vemo. Sinom se zmenjeno. Sinom ste zmenjeni. Ja, dober, gospod je bil v prekršku in še do fizičnega stika je prišlo, dvojni prekršek. Tukaj je ena gospa, ki je celo otroka pripeljala sabo na proteste proti Janezu Janši. Je to res, gospa, da ste proti vladi Janeza Janše? Ne, nisem proti vladi. Niste, ste za vlado Janeza Janše? V redu, gospa je za vlado Janeza Janše, že ni problema, pa kar izvolite naprej. Gremo pogledati. Aha, gledajte, tam ena velika skupina, še kolesarje imajo tudi zraven. Te so že sumljivi, kdorkoli se giblje s kolesom po centru, je očitno gre za proteste. Pozdravljeni, jaz se opravičujem za zdravstveno zadevo, preverjamo, če se nedovoljeno zbirate. Ja, tako da je bistveno vprašanje tukaj, da zagotovimo varnost in zdravstveno varnost je, a podpirate vlado Janeza Janše? Jo podpirate, ja. Delno do pretežno podpirate, vi ne, aha, gospodična ne podpira, vi ste se nedovoljeno zbirali, prosim ime in priimek takoj.
Nedovoljeno zbiranje, ker ne podpirate vlade Janeza Janše. Jo podpirate zdaj. Ja, vidite. Ne komentira. Je v redu, dajmo Janez, a ne? Ja, v redu, dobro je, to smo rešili. Še ena kolesarka tam, zelo sumljiva. Gospa, prosim, ne se premikati. Obstaja nevarnost, da se nedovoljeno zbirate v centru mesta. Bistveno vprašanje, a podpirate vlado Janeza Janše? Aha, glejte. Ne podpira vlade Janeza Janše, zelo sumljiva oseba. Še en kolesar tam naprej. Idemo ga obkolimo ga zdaj, da ne bo mogel pobegati, če ne možno, da... Dober dan, gospod. Živijo, veste, gre za zdravstveno situacijo. Imamo vas na sumu, da se nedovoljeno zbirate v centru mesta in da ogrožate. Ja, z biciklom ste in zdaj ključno vprašanje, da ugotovimo, če je to vaše delovanje varno ali ni, je, ali podpirate vlado Janeza Janše? Ne podpirate, zdaj pa bi vas prosil kar za ime pa priimek, ali pa vsaj naslov, da poveste. Vse veste, kdo sem. Vemo, kdo je. Ja, dobro, vas imamo tudi posnetka, tako da lahko pričakujete v kratkem iz NIJZ-ja 400 € kazni, prav? V redu, dobro. Gremo naprej. Aha, lejte, zdaj najprej je bila ena kolesarka, potem sta dve, tako se oni združujejo. To je tipično njihovo vedenje, da se jih je vedno več in se potem združujejo v javnem prostoru. Pojdimo pogledati še naprej, kje so še kršitelji tega delovanja. Mladenič, vi tam, vi podpirate vlado Janeza Janše. Smrt janšizmu, svoboda vsem! Kaj ste rekel? Smrt janšizmu, svoboda vsem! Očitno zakrknen kriminalec, terorist, bioterorist ste vi. Torej, dajmo se zdaj pomeniti, Mladenič. Ali podpirate vlado Janeza Janše ali ne podpirate vlade Janeza Janše? Ne! Še malo strokovnih prijemov. Policija prosim, da stoično in strokovno izvajata strokovne prijeme. Ja, tako kar s kolenom na hrbet, po možnosti tudi na glavo. Gre za brez skrbi, dragi gledalci in gledalke, to je samo so strokovni, stoični prijemi v interesu zdravstvenega stanja v Sloveniji. Kot vsi vemo, je to kar kritično. Še enkrat vas vprašam, Mladenič, ste imeli čas za premisliti, a podpirate vlado Janeza Janše? Ja! Ja, podpirate. V redu, odlično. Hvala lepa, lahko greste naprej. Nič hudega. Pejmo še naprej. Gremo kar naprej, vse je v redu, kar pustega. Poglejmo še, kje so potencialni kršitelji. Aha, tukaj en mlad par se združuje. Oprostite, imamo na sumu, da se nedovoljeno združujeta in da ogrožata s tem zdravstveno situacijo v Sloveniji. Zdaj, ključno vprašanje, da precenimo, če je temu res tako je, ali podpirate vlado Janeza Janše. Absolutno, ja. Absolutno, odlično, kar naprej, brez problema, kar izvolite naprej. Pejmo, kam bi lahko še šli pogledat. Aha, lejte, tamle gor je cerkev, malo prej so ljudje hodili v cerkev, ampak ne, tja ne hodimo, ne, v cerkvi je vse v redu. Kot vsi vemo, COVID-19 ne vstopa v cerkve, tako da tam ni problema. Kdorkoli gre v cerkev, ga pustimo primer. Aha, vidim tamle dve mladi potencialni teroristki. Pozdravljeni, jaz se opravičujem, ampak gre za resno zdravstveno situacijo. Vidim, da se združujeta v javnem prostoru in sumimo, da s tem ogrožata zdravstveno situacijo v Sloveniji. Zdaj, ključno vprašanje, da precenimo, kaj s tem je, ali podpirate vlado Janeza Janše? Ne. Aha, evo, dokaz, da ogrožata zdravstveno situacijo in naslove pa priimke. Še lahko poveste, prosim. Lahko si pa še premislite, lahko še razmislite malo, ali podpirate vlado Janeza Janše? Ne podpiram. Ne podpirate. Ja, potem pa prosim kar naslov povejte tukaj moji kolegici.
Ni pa treba, ker posneli smo vaju itak, tako da boste dobila 400 evrov kazni. Brez skrbi, lahko polička je samo 200, tako da ni nobenega problema. Skratka, ja, tako je, lejte, takle imamo, treba je skrbeti za zdravje v tej državi. Drugače bi bilo, če ne bi bilo kolesarjev, če ne bi bilo teh ljudi, ki ne podpirajo vlade Janeza Janše, bi bilo, sploh virusa v Sloveniji ne bi bilo več. Tako da mi imamo še veliko dela, kot vidite, je Ljubljana polna ljudi, ki se nedovoljeno združujejo s svojimi kolesi, ki večina njih ne podpira vlade Janeza Janše in to kažejo tudi javnomnenjske raziskave. Skratka, Ljubljana je polna prekrškarjev, še ena skupina tukaj. Pozor, če ne podpirate vlade Janeza Janše, gre za nedovoljeno zbiranje. Nedovoljeno zbiranje, če ne podpirate, Evo, ja, tako, ste bili opozorjeni, vsi ste posneti, dobite položnico na dom. Tako da ja, skratka, dela je ogromno, sploh tako absurdnega dela. Jaz bi pa sam to rekel zdaj, da ne bomo pustili temu absurdu, da nas zastrašuje, ne bomo pustili tej tiraniji in strahovladi, da nas obdrži doma in da se vdamo v tako delovanje vlade in da se vidimo v petek na ljubljanskih ulicah in tudi na ulicah po celi Sloveniji. Priporočam jaz osebno, da pridete s kolesi, da vzdržujete varnostno razdaljo in da ne hodite na Trg Republike. Zakaj bi po nepotrebnem plačevali kazni? Skratka, vsi na kolesa, najdemo se na ljubljanskih ulicah in rečemo ne tej strahovladi in rečemo ne tej diktaturi. Podelite naprej še svojim prijateljem in znancem, da bodo vedeli, kako se izognemo temu, da ogrožamo zdravje na ljubljanskih ulicah. Hvala za pozornost.